poslušalke in cenjeni poslušalci, lijep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam, samo na vohu Zakoviče. Tonca Lukežu razmišlja. Tele dni mislim, da smo vsi malo razmišljali. Se ne bomo skrivali, volitve so bile en šok za nas, ki se imamo za Slovence tle v Benečiji. Pa tako, ko sem že jav, ne tarkaj, zak so slovenski kandidati za župane zgubili pol vsi rode, pa boj za voj tega, ko so zgubili. Razmere so bile več ali manj 60 proti 40 prstuva. A v cajtu, kar je levica na evropskih volitvah prejela največ glasov v celi zgodovini, tole ni malo. A še več, zak skoraj vsi tisti, ki so dobili, so naredili volilno kampanjo tudi proti Slovencem, proti dvojezični šoli, za katero pravijo, da je privilegirana, čeprav so naredili vse za jo zaprijeti, a je še brez sedeža, proti čezmejnimi jaslim, za ta not bi sloveniziralo otroke, proti slovenskim časopisom in proti novinarjem, ki tam pišejo, za so Slovenci in so plačani za delati, proti slovenskim jezikom, ki so ga predstavili, kot da bi bil te najbolj velik sovražnik nediškega paleoslovanskega jezika. A nediško in ljudje, ki ga govorijo, ne bi bili pomemben del samo italijanskega naroda. Tela je kruta resnica. Večina Benečanov, za katere delamo, in nismo mi krivi, če zakon predvideva, da dobimo tudi plačo, nas nimajo radi. Še slabše nas nečejo in pika. Pa mi, ki smo možje postari in se ne znamo jokati, lepo vemo, da se bomo morali boriti še več kot prijeti, braniti še več kot prijeti. In za tole narediti imamo več kot en razlog. Te prvi je, da imamo radi našo Benečijo, in mislimo, da je boljš za njo, če mrzla vojska henja. Te drugi je, da en lep del naše ljudi nas ima rad in se strinja z nami. Te tretji je, da imamo puno mladih, ki tako kot mi se trudijo večkrat za ston, za eno boljšo prihodnost. Če za kajšnega tole ni zadost, ne vem, kamu reči. Mora biti, da je boljš, če nas pusti par miru, ki smo že zadosti kažinani tako. Danes smo prišli na Matajur obiskati gospoda Božuta Zvonela, ki je župnik ne samo tle na Matajure, v celi Savonski občini in Koščič Špjetrske ima tudi on. Ki kupe z gospodom Marino Kvalica je ostal sam gospod, ki obvlada še slovenski jezik ali pa slovenščino ali pa po našim, kako pravijo nekateri tle par nas. Gospod, dosti let ste že bili tle na Matajurju. Kako se je spremenilo življenje ljudi na Matajure in tudi vaše življenje tle? Moram reči, da nismo samo jaz in Marino Kvalica, ki znamo po slovensko. Je en famosen dospjetre, ki je Mario. Ja, Mario Kvalica, ne mi na zamir. Kravarja, ki govori perfektno na slovenski. Še kako mašo, sem bila še kaki mašo. Ki je naredil, ja, kaj sem kak je rekel. Moram reči, da jaz preko sem prišel tle v Kamon Savonski, sem bil v Laški, sem bil 6 let blizu Morteljana. Potlej sem prišel tle. Dol v Laški, kar sem bil, sem se v 3 mesecih sem se navadil furlanščine, laškega jezika, in sem učil dol v Furlaniji veronauk.
ta doktrino, to kurikulum mi po lasku, moram reči, no, tistikrat. Ker sem prišel tle na Trčmun, sem pa videl po mi strani, da vsi so govorili po slovensko doma, ampak po oštarijah, slovenski dialekt. Ampak že tistikrat so začeli učiti otroke po italijansko. Zavojki so govorili, bojo mešali jezike. A jaz sem jim pravil, ne, bojo imeli eno možnost, da se navadijo danes po tle jeziku slovanskih. Ni bilo mogoče prepričati naše ljudi. Že tistikrat se je začelo. Ampak moram reči, da tistikrat tle v našem kamonu je bilo njih 5 telih šol, elementar, osnovnih šol, in 2 otroška vrtca, ta parmašere, in 2 savudnji. Tisti otroci so samo po italijansko tam se učili, in zato v hiši in potem v šolah so se samo po italijansko. Tako da jaz nisem potem mogel govoriti po slovensko s telimi otroki, in sada je nemogoče govoriti s telimi otroki. Tisti, ki imajo sada njih 20 let, govorijo recimo po slovensko, tudi po štarijah, v tistih oštarijah, ki so ostali. Ampak, kad sem prišel gor, ne bilo samo tel problema, ki so začeli učiti otroke po italijansko, ampak tistikrat je šele bil živ Gladio, klepar nas. In sem imel take težave tam v moji fari, zavoj telega. In vsi so bili proti slovenskemu jeziku in proti slovenskim gospodam, ki so ohraniti in tudi v cerkvi moliti po slovensko. Moram reči, da samo tle v Matajure, tudi ali fari so imeli mašo po slovensko, in so tudi je gospod je prijedel po slovensko. Tle, tam na Trčmone že njih 10 let, rekel sem prišel jaz, je prišel furlanski gospod. Tako da, kar je prišla tista, kako se reče, tista liturgična reforma od latinščine do italijanščine v slovenščino, tam, kjer so bili duhovniki laški ali pa furlanski ali italijanski, tam so takoj uvedli italijanski jezik. In tudi na Trčmonu. In na Trčmonu so se ohranili samo tele pjesmi. Po slovensko. Masede po slovensko, tam če Bešiča, a tam na Trčmonu, dokle so bile tele ženice, ki so pijele. Ko so umrli, potem se je vse zgubilo. V Savudnji, v Ren Barnase, tam je vse po italijansko. Praticamente, samo tle v Matajure je bil. In ne samo tle v Matajure, ma tudi tam v Dreki, tam v Svetim Stoblako, kjer so bili duhovniki, ker okole po vsi naši foraniji ali dekaniji so bili večina italijanski duhovniki. In zato ti se je bila velika škoda, ker italijanski duhovniki so uvedli italijanščino. In potem ljudje so se navadili, in potem je bilo nemogoče uvesti nazaj not. Tako da moram reči, da če se je ohranilo tele slovenske jezika po cerkvah, se je ohranilo zavoj telih gospodov, ki so bili
tle slovenskih zbori. No. Potle, ko so šli proč, so umrli, vidiš, tam ljudje so začeli že nazaj vprašati Mašo po italijansko, no, tako tudi tam v Dreki, tam v tistih v Svetih Ljubljankov, no, tudi Marino, ki ima tam Mašo, no, ne more vse po slovensko, no, more 3/4 po italijansko in malo po slovensko in tako naprej. Ma tle ljudje, recimo, tela je velika sprememba, ma katere druge spremembe je doživel recimo Matajur v telih, ne vem, morda 40 let, ki ste že tle vi? Allora, jaz nisem tle v Matajur. Ne, Matajur govorim na splošno. Ja. In recimo, no, kaj sem pa šel tle, tu naši dekaniji nas je bilo 16 duhovnikov, no, več ne. Takoj po drugi svetovni vojni jih je bilo 5 ali 27. No, 25 kaplanov, župnikov, in 2 kaplana, ki smo v Špedru in v Podutani. In sada smo samo 4. Razumeš? Tle je sprememba, epohalna sprememba. Ampak, moram reči, da tudi, recimo, zdaj ljudje grejo na nič. Kaj sem pa šel na Taršmon? V Taršmonski fari, no, Taršmonska fara je imela 450 ljudi, Taršmonska fara. Bon. 40 let potem, danes, Taršmonska fara, Matajurska fara, Savojska fara in Horembarnaška fara, vse skupaj 450 ljudi. Razumeš? Tle v Savonskem kamune, tisti, ki stalno živijo tukaj, jih je 350. No. Tle smo imeli 5 šol ali 6, no, tistih elementarnih šol, 2 otroška vrtca, sada nije nič, niti ene šole. Razumeš? Dosta otrok je, jih moraš zaštiti, ona paste 2 rok. Eko, te je, no. In moram reči, da boj gremo naprej, a slažbo, recimo za čez 20 let le ne bo več ljudi, no. To je tragika od Beneške Slovenije, no. To je problem. A nam vestijete dost cirku imate vi čez? Dost cirku imate tle? Sada le ste javde, vas je ostalo tako malo. Ja. A vsak ima veliko dela. Ja, zdaj, preko sem šel v penzijo, no, sem imel samo eno faro, ali pa 2 fare. In zdaj pa jih imam 4. No, 4 fare. Ampak je 10 cirku, 10. Tista, ki je najbolj visoka, je gor na Matajore. In tako tle pa si Matajor do Starmici, do na Pečnijene, ta Parmašere, ta na Taršmone, tam če plešiš, če do Savodnji, Horen Barnase, in v Barceh. No? Tele cirkvi morajo imeti notri tiste plašče, morajo imeti kelihe, vse. Moram reči, da sem še srečen, ker tu vsaki vas, čeprav je malo ljudi, recimo na Taršmone je samo 23 ljudi, imajo veliko faro, so ljudje, ki skrbijo za tisto faro. A vsaka cirkev ima svojo kaso, ima tistega, ki zbira zude, entrate, ušite in tako naprej. No, moram reči, no, tiste je že nareče pozitivna, no. Imamo mežnarju tle, no, tiste... Ja, ljudje skrbijo, pomagajo. Pomagajo, so volontari, no, to je pozitivno, ampak so, recimo, tele žene, jesi se, no, te mladih je malo, no, ma, comunque tako je.
iz Nediških dolin. Radijska oddaja Robovi izročila v torek del 7. junija bo na prvem programu na Radio Slovenija. Sodelovali bojo tudi pevci iz Rezije, Nediških in Terskih dolin. Karjel pjeje Kukuca. Juni v Rečanski dolini. Kulturno društvo Rečan vas vabi na Zapojmo jo na sredi vasi. V Dolini Bardo v soboto 14. junija ob 8. zvečer. Kulturni program Zbor Rečan, vokalna skupina Buške Čeče in Beneško gledališče. Pohod čez nasmišljeno črto. V nedjeljo 22. junija bo pohod iz Topolovega ulivka. Ob 11. bo maša. Kries svetega Ivana v ponedjeljek 23. junija v Hosnem ob 9. zvečer in v Gorenjem Trgu še ob 9. In še špeter v petek 6. junija ob 8. ur zvečer na placu Barda Đuli bo glasbeni aperitiv, godu bo AP Group. In večerje na Travniku bo ko vsak leto 19. junija v Srednjem ob 8. zvečer. Sodelujejo različne gostilne in za glasbo poskrbi AP Group. Info na Kmečki zvezi v Čedadu. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lijep pozdrav iz Benečije.